Zdaj tam v Lescah je Joža, ki je cel življenje, ki je bil kot fantek majhen in pa ko je bil fant in pa potem, ki je bil že možakar, je cel življenje gledal te letalce, ki so akrobatske vragulije delali po zraku in seveda fantek in pa potem fanci je želel, da bi enkrat doživel to, kako je v zraku se obračati. Tam zraven je namreč to športno letališče in ko se je oženil in sta šla ženo na eno od teh norih dogodivščin, se je skorajžil, je vzel sabo, ko je videl, da je pilot pristal, stopil k njemu in rekel, gospod pilot, a bi vi mene pa mojo ženo ene dvakrat v luft okoli obrnili? Pa koliko to koštalo? Pa prav pilot, ja, to je, veš, to je velik nared, to je 5 evrov. Prav, hvala, krmajer. Prav. Pilot pa misli, lahko se pa z njima malo pozabava. In pa rekel, Joža, lahko je pa tudi za stol. Prav, ja, govor. Pa prav, lej, gor ni tako enostavno, kot se zdi. Gor ljudje bruhajo, gor ljudje kričijo od groze, kakšni plini se pojavljajo in to. Iz vseh odprtin to funkcionira. Če bo prvama čisto tiho in brez kakršnihkoli vonjav, je zastonj. Če bo pa karkoli, je pa 5 evrov. Prav, Joža, moment, je šel do žene pa je rekel, da už država kipla. Zmeden, tako gre žena noter, pol gre Joža pa pilot in grejo gor in naredijo 10krat okoli vzad tišina. Pa so šli v šrauf, vzad tišina, šrauf nazaj, vzad tišina. Pa še 10 loopingov. Potem je bilo pa pilotu slabo in ne mogel pristati. Najprej stopi pilot ven, za njim Jože, pilot mu čestita, Joža, vse je bilo tiho, vse je bilo v redu, polet je zastonj. Pa prav Joža, pa sem že hotel zatult kebabo ven vrgel. Ampak sem rekel, 5 evrov, 5 evrov. Za prijatelje si je treba čas vzeti.